Za prešerno razpoloženje številnih ljubiteljev ljudske in zabavne pesmi so pred kratkim poskrbele pevke Kostanjeviškega društva podeželskih žena Podgorjanci, ki so s tradicionalnim koncertom v tamkajšnji osnovni šoli Jožeta Gorjupa proslavile 15. obletnico delovanja društva in pevske skupine. Letos smo v spomin na Noško smo zbrali nocoj, prvi koncert je bil Nocoj je pa en lep večer, no zdaj bi pa nadaljevali, jutri bo pa en svetov dan. No, in s tem namenom smo to naredili, da tudi če je naše nekdanje predsednice ni več, da bo njena misel še naprej živela, tako da upam, da smo to uspeli narediti, kar si je ona želela, no, zmeraj. Živahen glasbeni večer so poleg sekcije ljudskih godcev kulturno-umetniškega društva Oton Zupančič iz Rtič, trebeških drotarjev, ki ohranjajo ljudsko glasbo za tamburice, popestrili še kostanjeviški pevci, mlada Eva Molek, ki je s članicami pevske skupine nastopila tudi že na preteklih koncertih, ter folklorna skupina Delavsko-kulturnega društva Svoboda Senovo. Ja, prve naši nastopajoči so bili tale skupina iz Senovega, folklorna skupina je prvič sodelovala z nama, pa kostanjeviški pevci je ravno tako, oni so velikrat, skoraj na vseh naših nastopih, koncertih so bili z nami. Skupina tale folklorna je pa bila na prvem koncertu. No, pa smo potem malo sodelujemo, tako da gremo pa mi k njim odvrniti, tako kot smo včasih rekli, da gremo odvrniti, če smo kaj delali. Ne? Bogato in pestro 15-letno obdobje kulturnega udejstvovanja pevske skupine so zaznamovali številni nastopi, tudi na televizijskih in radijskih oddajah. Tako da imamo lepe spomine na to, veliko smo nastopali doma, pa smo bili celo v Italiji, na raznih prireditvah po Sloveniji, tako da imamo zelo lepe spomine na to druženje naše. Ne? Da se je v društvu oblikovala vokalna skupina, ki bo ohranjala bogato ljudsko izročilo, gre zahvala predvsem sokrajanu Janezu Abramu. On je dal pobudo, no in potem smo rekli, no ajde, bomo probali, če bo, ne. Potem smo dobili Mojco, to sedanjo zborovodkinjo. No, ona je bila pripravljena z nami delati, odkaj je bilo bolj težko, prvi koraki so težki, nobena ni nastopala nekje zunaj, ali pa mislim tako dobljavno nastopala, ne. Tako smo pa je, odkaj je šlo bolj težko, no, ampak smo se kar privadili. Odkaj je bilo nas manj, pa ima spet malo več, no pa je prišla občina Kostanjevica, smo pa se malo razdelile. Tiste pevke, ki so iz Podbočja pa unega konca, so šle same zase, mi smo pa ostali tukaj, no pa nas je bilo bolj malo, no zdaj ima pa spet 13 nas je, tako da upajmo, da bo to kar dosti velika skupina. Ne? Pevsko skupino, ki je ob 10. obletnici delovanja izdala tudi prvo samostojno zgoščenko z naslovom Težaven je kmečki naš stan, je prva 3 leta od ustanovitve marca leta 1997 vodila Mojca Jevšnik. No, potem nas je imela Katarina Štefanič, no, potem Jožica Čelesnik, ki Katarina ni mogla več, no, zdaj smo pa spet Mojco nazaj dobili. Takrat je imela dojenčka, zaradi tega smo odnehali, no, zdaj pa so otroci že zrasli, bo pa spet lahko z nami. Na tradicionalnem koncertu je predstavnica Javnega sklada za kulturne dejavnosti Krško Sonja Levičar pevski skupini podelila jubilejno priznanje tamkajšnje območne izpostave. 6 članicam pa bronasto in srebrne galusove značke za več kot 5 oziroma 10-letno delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Nekoč je raznovrstna kmečka opravila ter dolge zimske večere venomer spremljalo tudi spontano petje ali ples. Da ljudska pesem, ki žal pogosto zaživi le še na odrih in z njo bogato ljudsko izročilo, del slovenske kulturne dediščine, vendarle ne bi povsem prekrila pozaba časa, si le vse zadnje prizadevajo tudi v pevski skupini. Ja, največ od kraja smo, mislim, da ne vem točnega števila zdaj pesmi, ampak vse so prinesli, vsaka je prinesla, kjer je poznala, pa v glavnem so to same ljudske pesmi. Ne? Pa pač so tako, nekje jih tako pojejo, nekje je drugače, tako da
je po svoje vsaka pesem po svoje zanimiva, pa v vsakem kraju skoraj drugače pojejo, malo katero pesem je enaka v celi Sloveniji, ne.